Voditelj vesti vstal z levo nogo. V vesteh upeljali nov trend, sitnobo. Na nogavici imam luknjo, s čim sem si to zaslužil? A daj nehaj me snemat, no. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Daj snemi, no. V Ljubljani je LDS izvolila novo vodstvo. Edini kandidat za predsednika mestnega odbora je bil Aleš Zalar, ki ga je Denis vprašal tudi, kakšni so njegovi liberalni pogledi na istospolne poroke, prostitucijo in legalizacijo marihuane. Vprašanje razmerij, ne samo porok, tudi posvojitev otrok, recimo, pri istospolnih partnerjih. To vprašanje sem jaz imel na mizi kot sodnik. In zavzel sem stališče, da je potrebno istospolnim partnerjem tu omogočiti enake pravice, kot jih imajo sicer partnerji v skupnostih. Zadeva je na ustavnem sodišču. Kar se tiče legalizacije prostitucije, tu bomo morali upoštevati neka pravila, ki veljajo v Evropski uniji. Ta pravila je med drugim postavilo tudi Evropsko sodišče pravice v Luksemburgu in na to pravilo, glavno pravilo se glasi prost pretok prostitutk. Njihova pravica, da se registrirajo kot prostitutke v državah članicah in s tem sem seveda že odgovoril tudi na vaše vprašanje. Marihuana oziroma? Kar se tiče mehkih drog, to je pa vprašanje, ki mu je najbolj težko dati enoznačen odgovor. V prostorih Pena so pripravili omizje o pritiskih kapitala in politike na medije. Temno Laško za temno voljo. Matjaž Gantar je na njem izrazil razočaranje nad novinarji, ki so prodali svoje delnice v medijih. Odgovorila pa mu je novinarka Tanja Lesničar-Pučko. Najprej predvidevate, da je novinar takrat verjel v certifikat. Ni, tako kot večina državljanov. Eni so verjeli. Ja, eni so in so za to obogateli. Hočem reči, takrat o lastnini mi enostavno nismo dovolj vedeli. Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je organiziralo protest. Trem predsednikom so želeli izročiti predlog zakona o osebni asistenci invalidov. Pred parlamentom so zaman čakali na predsednika državnega zbora Franceta Cukjatija, zato so ga predali poslanki Zares Majdi Širca. Namesto predsednika republike je protestnike sprejel njegov svetovalec, predsednika vlade Janeza Janšo, pa je državni sekretar Vinko Gorenak opravičil zaradi neodložljivih obveznosti. Del profesorjev in študentov na Mariborski univerzi, ki meni, da univerza hodi po napačni poti, se je organiziralo v iniciativo za akademsko odličnost Univerze v Mariboru in pozvalo k podpisu manifesta za akademsko odličnost. Daniel Rebol, ki je kot protikandidat aktualnemu rektorju izgubil na zadnjih rektorskih volitvah, nam je povedal, zakaj je manifest podpisal. Očitno obstaja neka strašna zamera, obstaja neka posledično zgleda tudi težnja po maščevanju. Da se odzivam na krivice, ne vem, jaz čutim to kot svojo dolžnost, ne nazadnje. Pa tudi človek ne more mirno gledati, če se dogaja krivice. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. O prekletstvu digitalizacije in o glasbi za fast food konzumente, komentar dneva, kosta.mc.com. Najprej bi vas lepo pozdravil in rekel, da je to le prebrano. Ko se je pred 3 tedni moj brat vrnil iz Hongkonga, je prinesel sabo vse mogoče električne igrače, po domače gadžete. Kul sem si rekel, tam je elektronska roba, recimo, da veliko bolj poceni kot v Evropi, v Sloveniji pa enih stvari sploh še nimamo. In med drugim je prinesel tudi famozni Apple iTouch, ki je v bistvu zelo kul zadeva. In ko sem ga v bistvu videl, sem se nekako spomnil tistega komprejevskega občutka, neke pretekle reminiscence, bi lahko človek rekel.
Tako kot časi, ko so starši prišli iz Italije in prinesli s sabo en majhen kinder jajček in ti si v bistvu gledal to zadevo kot neko veliko presenečenje in v bistvu si razmišljal, kaj je vse noter, medtem ko si jedel tisto čokolado. No, v bistvu iTouch je v bistvu ena zelo podobna zadeva, ne? Je v bistvu neka vrsta super jajce, gor je GPS, da se ne zgubiš v urbani džungli, potem se lahko povežeš na medmrežje, če ti je dolg čas, lahko daš gor 128 albumov ali pa mogoče, ne vem, 20.000 komadov različnih, ne. V bistvu je res super zadeva, sem si rekel, ne, enkratno. In potem sem se v bistvu s bratom vozila po Ljubljani in zadevo sprobavala, ne. GPS je super delal, ampak naenkrat so se popojavila pri enem problemu in sicer to je bilo to, da se pri 20.000 naloženih komadih nismo mogli odločiti, kaj bo poslušala. Enostavno. In smo preskakovala albume, so preskakovala komade in smo se prevozili v glavno celo Ljubljano in sva na koncu prestala na radiju, ne. Tako da sem se v bistvu takrat spomnil na komad od Brucea Springsteena, če mogoče gledalci poznate zadevo, 57 Channels and Nothing's On, ne. V bistvu je zelo podobno nastalo tudi z glasbo, ne. Včasih si šel tu doma programe, nisi vedel, kaj bi gledal za isto z glasbo, ne. Danes si lahko z interneta loadamo ogromne glasbene arhive in se v bistvu okoli hvalimo, kaj vse imamo, ne. V bistvu je pa vprašanje, koliko te glasbe mi sploh danes poslušamo, ne. In medtem, ko nekateri kupujemo albume, zato ker imamo neke vrste fetiš na v bistvu prijemljive stvari in v bistvu se radi poglobimo, da me ne bodo narobe razumeli, v izvajalca, se mi zdi, da smo ti ljudje, ki te stvari počnemo, postali neke vrste ogrožena vrsta, ne. In v bistvu smo Slovenci v primerjavi z ostalimi narodi stare Evrope, bi lahko rekli, ne, smo v bistvu še bolj podivjali, zaradi tega, ker so nam 50 let v glavo bijali flowskule, kaj vse smo zamudili, ne. In se mi zdi, da smo nalogo nadoknaditve zelo dobro opravili, ne. Tako da smo v bistvu po tej blaznosti in tej norosti in obsedenosti z novimi stvarmi že zdavnaj prehiteli staro Evropo, če bi lahko tako rekli, ne. Tako da smo v bistvu postali fast food konzumenti glasbe in popularna glasba je postala happy meal na drive-inu, pa dober tek in to je od mene vse. Lep pozdrav. Yeah. No, pa še s prsi so zgubili zle, ker si. Na enem izmed lepotnih izborov je lento najlepše v Podalpskem imperiju osvojila Anamarija Avbelj. Zato je dobila Fiesto v trajno last. Predal ji jo je izvršni direktor Summit centra Masahiro Tajima. Anamarija je ob tej priložnosti povedala, da ni samo lepa, ampak najverjetneje tudi pametna. Ali neki. Prejšnjo soboto se mi je življenje obrnilo na glavo. Uresničile so se mi moje sanje. Prejšnji teden se je začelo pač moje poslanstvo. Lahko rečem, da zelo uživam v tem delu, vendar vidim, da je pač tudi malo napora, ne? Ni tudi tako res, da se sam smejiš, da si sam lep, ampak moraš se tudi zelo truditi, ne? Moraš se zelo truditi, da ljudje spoznajo. Razstava Jerman v galeriji Škuc je predstavitev obširnega umetniškega opusa Željka Jermana, nastalega med letoma 1970 in 2006. Kuratorja Tevža Logarja in avtorja povezuje dolgoletno prijateljstvo. Če kaj tazga obstaja. Pol je pač Željko leta 2006 umrl, kar je zame bil dosti tak močen rez, mislim tako šok oseben, močen rez pa za projekt. In sem se odločil, da naredim nek omaž njemu, posvetim razstavo njemu, s tem, da ostane ta ideja te subjektivnosti, ki bi jo izrazila tudi skupaj. S tem, da tukaj pogovorim pač jaz o tem, kako sem Jermana pač jaz videl. Še vreme, temnejše kot temno Laško. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Če koga sploh še briga to.